To, da se morava pogovarjati, kako bi to ni rekel, morava. Meni je to potreba, ne? Deci smo ponovadi malo trdi. Deci smo leni za te stvari. Dobrodošli v oddaji. Tokrat je z menoj sodelavka in prijateljica Mojca Nuč in naša posebna gosta Anka in Toni Menegalija. Živijo. Imava 3 otroke, pa še 2 angelčka v nebesih. Namen te oddaje danes je, ko za ena žival je zdaj ta zakonska skupina. Smo imeli službo in piknik, pa sem rekel, da jaz moram iti to, Amerikance, pa zdaj tako mudi. Grem na zakonsko skupino, tako sodelavec pogleda prav. Nisem videl, da imaš probleme, ja. Se jih nimam, ne? Zato pa hodim, da jih nimam, ne? Jaz sem malo poskušal, pa sem zmer dobil negativne vibracije, pa naslednji večer. Je bilo pa mraz in pa me malo roke pogrel, to je bilo to. Pa mislim, da vam ni žal. Večinoma ne. Večinoma ne. Anka, daj ti poveš, vajnem četrtkanju. Vsak četrtek zmenek greva nekam skupaj in otroci že vejo, da bo četrtkanje in da je že sami spomnijo, ej, četrtek je, gresta. Kradem. Ja. Da pa lahko televizijo gledate. Tudi če jo gledate takrat, sta v varnem domu. Tudi tista televizija jih ne bo to pokvarila, kakor bi jih lahko slab odnos med očetom in mamo. Mojca, ko bomo zdaj zakonski skupini. 306, taka dragocenost, ta naša skupnost. Ja, greva, srečava enega deževca. Zakaj zakonska skupina? Jaz nisem bil navajen o sebi govoriti v zakonski skupini, sem pa mogel skup spraviti. No. Sem se pač naučil govoriti drugim. O sebi. O sebi, Dižova zakonska skupina je več kot samo zakonska skupina. To ti ukrade, dober slogan, ne? Fajn, ja, res je. Živijo in dobrodošli v oddaji, v kateri res danes gostim en zakonski par, Tonija in Anko Menegalija, ki svoje izkušnje vodenja več zakonskih skupin povesta, kaj to sploh je za ena stvar, zakonska skupina. In z nami je tudi danes Mojca Nuč, ki pri družini in življenju vodi to področje zakonskih skupin. Pridite pogledati tole našo oddajo, pridite pogledati, kdo smo, kakšna skupnost smo. Ni vam treba biti osamljeni v točki, tako kot pari, kot tudi če ste zakonska skupina. Pridružite se nam, smo sredi ene take jubilejne akcije, skupina naredi skupino. Tole je ena taka ta prava oddaja za pogledati, kaj je to zakonska skupina. Namen te oddaje danes je, da se večkrat pogovarjamo o tem, kaj za ena žival je zdaj ta zakonska skupina. Se pravi, zakonska skupina, kjer pač ljudje imajo vse sorte predstave, vse sorte predsodke, slišimo, ne? Ne vem, eni mislijo, da tam pač skozi neke robčke ven vlečemo, da je to neka terapevtska skupina, eni rečejo, da je to skupina za pranje umazanega perila, drug pred drugim pa, da to se ne gremo, eni rečejo, da to je sem za une, ta pobožne pa ta svete. Mi bi pa danes se radi večkrat o tem pogovarjali, kaj to je čist najprej iz te vajne, pač osebne izkušnje, no? Kako sta recimo vidva najprej prišla v stik z zakonsko skupino, pa še pred tem, kdo sploh sta, odkot prihajata, koliko pa take otrok, tako mogoče za začetek, čist uvodno. Prav. Midva sva Anka pa Toni Menegalija, prihajava iz tržiškega konca, iz Brezi pri Tržiču, z Gorenjske. Zdaj živiva tam 8 let, prej sva živela v Duplah, pri mojih starših sva si uredila stanovanje v mansardi, pa smo se pa pač malo namnožili, pa je zmanjkalo prostora, pa smo pa mogli nekaj narediti na tem, da bojo prostorske danosti malo bolj tako da smo naredili svojo hišo. Zdaj Imava 3 otroke. Ja. Majo, Maksa pa Blaža. Maja bo 20 ta teden, Maks je 16, Blaž bo pa 13 naslednji teden. Wow. Imamo pa še 2 angelčka v nebesih, ki bi bila pa zdaj 18 let stara. Okay. Tako. Tle, ko živimo, v bistvu živijo moji starši zraven. Tako da sva skozi v bližini staršev, no, ampak sva na svoje. No. To je kar pomembno. Kar je pa super. Je kar pomembno. Zelo pomembno, ja. Mogoče kako sta kaj začela? Jaz se spomnim, tam sem nekje bral, da je bilo Anki zanimiv priimek Menegalija. In da te je najprej to začelo zanimati, ali je bilo kaj drugega? Ja, ne vem, ko sem bila mlada, sem se rada družila in moj brat je imel veliko prijateljev
In tam je bil pol en Menegalija, ki me je pa zanimal, kaj je to za en fant. Ampak na začetku res, ko smo se sam družili, ven smo hodili malo na kakšen biljard, smo šli na kakšen pikado. Tako, luštan smo se imeli, ampak res nisem pomislila, da bo to kdaj moj mož. To pa ne. Aha, ok, se pravi, na začetku ti je bilo samo Menegalija zanimivo. Ja, sam to je bilo zanimivo. Vse je bil v redu, no. Je bil v redu. Je bil v redu. Ampak, ja. Odkot pa izvira ta priimek? Mislim, da imam italijanske korenine, sam to že ful dolg nazaj. Aha. Se spomnim, da sem enkrat, ko smo bili v Posočju, sem šel do tiste Kostance nad Kobaridan gor, ker so pokopani italijanski vojaki. In sem šel prav okoli in okoli gledati, če bom najdel kakšnega. Pa so bili zelo podobni priimki, ampak prav Menegalija pa nisem najdel. Ja, so bili pa zelo podobni. Sicer pa izhaja, mislim, tako mami, ki se je mimogrede dekliško pisala Benegalija. A da ne. Ja. Se pravi, njen oče izhaja iz tam na okolice Litije. Se pravi, moj ati pa tudi iz okolice Litije, sam se niso tam poznali. Ok, Ja. zanimivo. Tako da ja, no, pa smo se družili. Ja. In nisem imela nobenih načrtov, no, saj jaz ne. Ampak to ni pol Toni, malo pa ti? poskušal, pa Ja. Jaz enkrat sem je pa pač ratala, ne. Ja, jaz sem malo poskušal, pa sem zmer dobil take negativne vibracije, kako se izrazil. In še celo en večer, preden sva začela hoditi, sva bila na Kresu tam na Brezjah pri njih. Pa sem jaz spet malo začel napeljevati, pa malo se o teh stvarih pogovarjati, fant pa punce, pa to. Pa je rekla, jaz sem se odločila, nikoli več v življenju nam imela mlajšega fanta od sebe, pa nikoli več ne bom imela strelca po horoskopu. Jaz tako, ful dober. Dvakrat zarečeni kruh in tako. Ja. No, pa naslednji večer se... Je bilo pa mraz, a ne? Ja. In pa me malo roke pogrel in to je bilo to. Viš, čas smo fanti znali biti še ustrajni, ne? Ja, Bravo, Toni. ja. Super. Pa mislim, da vam ni žal, ali kako ste napisali, ne? Da vam ni žal. Večinoma ne. Večinoma ne. Ne, res ne. Ampak to, da ti ni žal, ne pride ponavadi kar samo od sebe, ne? Se pravi, treba na tem nekaj delati, ne? Da ti ni žal čez 20 let, pa čez 30 let. Ne? Ja. Čeprav mi dva sva na začetku mislila, da nič ne bo treba delati, ker res sem imela dobro, nič se nisva kregala, vse je bilo super. Ampak no, takrat sva še v Ljubljani živela, to so bila res lepa leta, ko sva študirala. Potem sva se pa preselila v Duple, a ne, v hišo Tonjevih staršev. Prišli so otroci in pa ni bilo več vse tako idilično, ne. Sami dva sva že na srečo prej začela hoditi v bistvu na zakonsko skupino, prej pa še na šolo za zakon, tako da sva bila vsaj majčkan že pripravljena na to, pač, da je treba delati, ampak nisva pa še toliko zavestila, nisva toliko verjela, da bo res treba, a ne, delati. Ja, pa na se to teh- v bistvu izkazali, ja, da Na tej šoli za zakon, pa tudi pol na zakonski skupini, smo pač se mogli začeti sistematično pogovarjati o resnih stvarih, o odnosih, mogoče tudi malo o zgodovini svoje izvorne družine. Kako se, v bistvu tam smo se sploh naučila pogovarjati, ker prej je bilo itak vse lepo pa fajn, pogovarjala sva se pač take, ne vem, take Normalne vsakodnevne stvari, tako. In potem s tem sva se sploh, po mojem, naučila pogovarjati. Pa ne, da bi zdaj od takrat naprej vse lepo šlo, ne, daleč od tega. Mi imamo tako zelo tako sinusno pot, imamo spone pa padce, ampak vseeno skozi to... To sta ful posebna. sva skozi to lažje pol prebrodila te konflikte ali pa taka obdobja nesoglasja ali pa ne vem, malo odtujenosti. Name
to nam je res pomagalo, no, siguren. Pa čeprav takrat, ko smo tam dol na Podnu, a ne, Anka doskrat reče, pa toliko cajt že hodva na tele stvari, a se naj sploh kaj paril? Znane. Pa sem jaz rekel pismo, pomislil, kakšna bi bila, če ne bi nič hodila, ne, a bi bilo sploh še skup. Dobro vprašanje. Ja. Če gremo v tiste čase začetka, se kaj spomnite, kdo vaju je povabil na to pot, kdo je bil tisti pač trigger, ki je rekel, tukaj bi bilo pa fajn nekaj štartati. Slišim, da je en slavni dižev par iz Gorenjske imel tudi neke prste vmes. Seveda. No, začelo se je pravzaprav tako, da so oni, njihovi župniji so dobili novega župnika, ki je bil zelo zagnan, rad se je loteval raznih projektov in je rekel, tlele jaz vidim poln mladih parov, a ste že poročen? Ne še. Bom naredil šolo za zakon. Moramo to narediti. In je pa nasmen, meni se zdi, da ga je njen oči povabil na kosil in se je usedel zraven. Jaz o teh stvarih takrat res nisem ne poznal, niti se nisem hotel kaj v kakšno tako stvar vplesti, daleč od tega, ki se mi je zdelo, da pač jaz tega res ne rabim, ker nam je šlo ful dobro, ne. Se pravi, to je hodila sta neki čas. Ja, hodila sva že takrat, ja, že moja, kar recimo 3 leta, Ja. recimo. In naj začel vabiti, a ne, jaz sem se malo muzal in pa se je med južno zraven mene usedel in me je 2 ure peglal, celo južno me je peglal, a boš prišel, ker možno. A res? In pa sem se zlomil, sem popustil in sva šla. In sem mu zelo hvaležen, da je bil tako vztrajen. Ker, tako kot sem že prej omenil, je nama pomagal vse te pogovore in tudi tako smo se začeli malo bolj spuščati v vero, ker meni je bilo to prej bolj kot ne postranska stvar oziroma stvar tradicije, no, tako bom rekel. Tam smo pa začeli malo kopati, no, in je bilo fino. Cool. Se pravi, dec rab včasih malo enega starejšega deca, ki je šraufal. Se za napir ni težko, ne, za tako reč pa. Ja, veš da, ne, sej, pač normalno, ne, ker pač imaš en kup enih barijer, pa sem zdaj to nekaj pogovarjala. Lahko jaz te vprašam, to me ne zanima, kako je bilo tebi to na začetku te debate, a veš, ker možem je to malo tako, ne. In ni to čisto naravno, ne vem. Ja, Večinoma imajo možje malo težave na začetku, recimo se malo bolj odpirati. Ženskam je to po moje bolj dano, ja. Bolj naravno. Mi pa tako o svojih občutkih na radi govorimo. Ne znamo se na ta način pogovarjati, sploh če, ne vem, recimo, če doma tega ni bilo veliko, pol, v bistvu sploh nisem vedel, da se je o teh stvarih treba pogovarjati. Ja, o občutkih pa tako, no. Se ti, Anka, spomniš kakšnega preboja iz tistega prvega obdobja? Kaj si bila ti pač skozi zagreta za stvar? V smislu recimo tega, kar je prej Toni rekel, da greš mečken pogledati, kakšna je zgodba tvoje družine, kakšna je zgodba njegove družine, pa da se mečken ne znaš od teh zgodb, a veš, tisto, da nisi skozi noter, ampak da začneš praktično ustvarjati neko svojo skupno zgodbo, ne? Ja, jaz sem, mislim, zmer me že zanima tako malo psihologija, študirala sem socialno pedagogiko, tako da malo psihoanalizo, pa take stvari, mene je to zanimalo in dostikrat sem Toniju rekla, veš, vse izhaja iz otroštva, to je bila ena taka frazica, ne. Ja, se je pa pač pokazalo, ja, da ta zgodba moja in njegova ful vpliva na naju skupaj, na najino skupno zgodbo, ne. Nisem imela pa nekih orodij, kako to nekako predelati in s tem imava še danes probleme. Ja. To se pač vleče, to ni, da kar nekje presekaš konc, pa je to. A ne. Ja, ampak večkrat se o tem pogovarjaš, večkrat to predelaš, kaj novega se ti porodi, poveš in je pol lažji. A ne, skozi lažji je. Se pravi, pa ste se poročila, zakonska skupina je prišla polkrat avtomatsko iz tiste... Ja, iz predzakonske se je prelevila v zakonsko v bistvu.
Tako da, ja, na začetku smo delali po najini poti, potem se je pa to majčkeno tako razvodenelo. In potem sta Saša pa Slavko, ki sta nas takrat vodila, predlagala Dižev program in tako smo začeli mi pol po Dižu delati. Kar nama na začetku nekako ni bilo najbolj všeč, ker so bili res taki bolj ameriški, ameriški pristop, ne. In je bil odgovor že kar na dlani, kaj v bistvu, do katerega zaključka moraš ti priti, ne. Tako da to je bilo majčkeno odbijajoče, tako da zdaj ta gradiva, ki so zdaj res, so ful boljša, ki so z našega okolja, tudi tako dobra strukturca, tako res fajn. Tako da takrat sva midva Diž spoznala, no. In pa sva šla na temeljni seminar in pa še na druge seminarje, ampak tako, jaz sem bolj tak nezaupljiv človek in sem rabila kar dosti časa, da sem se ufurala, a ne. Da sem res videla, da so tule res ljudje, ki so čisto podobni kot midva, a ne, tako, imajo podobne težave, radi se tudi poveselijo, in to mi je super, no. Tako da tako sva midva zdaj pa celo v Krško prišla, ne. Ja, ne, pol vmes sta pač začela voditi skupino, pa sta še regijski par, ne. Tako da mogoče še ta del majčkeno obdelamo, kako pol pride do tega, da ti si član zakonske skupine. Ne, Mojca, ti imaš kar nekaj članov, ki bi bili kar lepo že pripravljeni za voditi, ne. Ja. Ne vem, zakaj imajo neke take zavore. Se to njih imel tudi. Si jih imel? Ste jih imela? Ja, seveda. Tako da, mislim, če se vrnemo še enkrat polke na začetka spremenil. Ja, Saša pa Slavko sta v bistvu takrat kar imela že šolo za zakon in potem naprej zakonsko skupino, tako da sva jima zelo hvaležna. Pa malo Stana je tudi pa že malo spodbujala, da mogoče bi pa vseeno midva tudi lahko kaj prispevala k temu, da bi se dala na razpolago, a ne. Ampak midva sva rekla, kje midva? Midva so čisto navadna. Nimamo kaj za pokazati, kaj za povedati, ne vem. Nič, lih tako se prepirava, lih tako imava probleme, ne vem. Nekako so imela ful zadržke okrog tega, no, da bi pa zdaj midva, ker so pač mislila, da vodenje zakonskih skupin je rezervirano za res take malo bolj idealne. Tako, za idealne zakonce, ja. Zato sva imela veliko zadržkov, no. Pol, ko sta pa je Saša pa Slavko povabila na tisti seminar Dajemo naprej, tam sva pa kar dobila malo zagona, no, tako da sva začela pol malo razmišljati, sicer v naši župniji takrat ni bilo razmer, da bi zakonska skupina lahko zalaufala, ker pač midva sva si takrat zadala, tako, da bi delovala bolj lokalno, ne, takrat smo bili pač v župniji Duple. Pa je pa se glih poklopil, kaj pa prišel en nov župnik mlad, David. On je bil pa navdušen nad idejo, ki sva mu jo omenila, in je rekel, seveda, naredimo takoj. In pa so imela pač še en signal, da pa mogoče to bo pa res za probati. In so probali. Cool. Ja, v bistvu čisto iz te želje, da bi še drugi pari bili tega deležni, kar sva midva dobila tudi. Ja. Ker dejansko res na zakonu, na očetu, na mami, to, da sta one dva celota, to vpliva na naše otroke, a ne. To je res ena taka velika stvar, a ne. Teden otroka, geslo prijazne besede in tako naprej, ne. V bistvu se premalo v tej družbi poudarja, kako pomembno je, da sta pa ata pa mama v redu in da se razumeta in da te njuni triggerji in prtlaga ne prehajajo na naslednjo generacijo v polni meri. Gotovo predamo vsi, nehote še zmer, ne, to je dejstvo, da ni noben idealen, ampak ne, to je neko kontinuirana priložnost za delovno odnose, pa ful pomembno.
Ja, pa se otroci vidijo, da nisva idealna, da imava tudi napake, tudi da se skregava, tudi da teživa, ampak taka sva, ampak zmer pa pokaževa, da se imava rada, a ne? In to daje varnost. Ja, Ja, ja. a ne. Tako čist nezavedno v bistvu prenašamo to na naše otroke. In to je res po moje najpomembnejša stvar, kar jih sploh obstaja, a ne. Zato sva se pol, tako sva rekla, lej, midva bi tudi druge rada. In to naju še danes tako v bistvu vodi pri najinem delu, zato tudi kakšno novo skupino rada ustanoviva in greva in se dava. Koliko zdaj vodita? Zdaj imamo spet 3. Spet. Spet 3. Ja, Včeraj smo glih eno začeli. Ok, bravo. ja. Bravo. Ja, res to. Pa jih potem predate naprej tudi, ne? Ne še. Sploh še. Eno sva. Bravo. Ja, eno sva. Smo se pogovarjali. Ja. Ja. Bova Bova, nekaj naredila na tem. Ampak zaenkrat. Da vodiš 3 skupine, to te mora neki orang drivati, stari. Pač. Ja, sej to, kar sem rekla. To je, kar si rekla. Ne? Ja, Mi dva sva toliko dobrega dobila in se nam je kar zdelo prav, da dava to še kjermu naprej, da bo mogoče pa en tudi rekel, koliko je fajn, da sem jaz to dobil. Zaradi tega se imamo mi dva boljš. In to te res malo žene naprej. Ja. To je to, ja. bravo. Hvala vam, res. Mislim, ker to je res tista stvar, ki v bistvu ima najgloblji, ki gre v srčiko družbe, v osnovno celico, v družino in znotraj družine med par, a ne? In ima največji multiplikativni efekt, če tako pogledaš. Res, Kakšen zgled. ja, res, ful dobro. Čeprav, no, smo se pogovarjali, ne? 3 so mogoče malo velik, ne? Morata paziti, da se ne skurta. To je Ja, res. Ne? Ampak, ko te zagrab, ne? To je to. Ja, pa tako, a veš, ko si povezan z ljudmi, a ne? Ja. Pol težko rečeš, lej, zdaj pa midva pa zdaj bova kar šla. Aha. Ja. A ne? Tako da. Sploh, če midva takrat, ko sva rekla, da bova naredila zakonsko skupino, pa sem rekel, da sva imela namen delovati tako lokalno v okolju, a ne, pol ustanoviš, se pravi, v župniji zakonsko skupino. Na začetku so bili večinoma, ali pa skoraj vsi, a ne, samo iz župnije in pol težko reči, pa tudi na začetku jim nisva povedala, midva bova zalaufala, pol pa greva, vi se boste pa naprej, a ne, porihtali, bova še za podporo pa tako, ampak midva pol greva, a ne, midva nisva s tem namenom zakonsko skupino ustanovila in pol je kar malo težko reči, no, midva pa zdaj greva po 8 letih, fajn se majte, greva dalje. Tako da jaz imam malo probleme okrog tega, no. Se zato je pa tudi tako pomembno, da smo mi skupaj povezani, ne? In recimo, da Mojca pač v bistvu je posebej se lahko posveča vam, ne? Regijskim voditeljskim parom, ne? In v bistvu, Mojca, ti imaš res koliko časa zdaj že deluješ na tem področju profesionalno, ker prej sta z Robijem bila, Ja, 3 leta. takole, kot te dva prej sva bili regijski dva, voditeljski regijski par, voditeljski. z ne vem koliko skupinami in tako, ne? Da si 3 leta tako, ne? Ja. Tako. Česa se najbolj učiš pri tem svojem delu? Recimo, kaj, recimo, če tako pogledaš na Mojco pred 3 leti, ki je prišla sem, in Mojco zdaj, v tem smislu, kje se te je delo dotaknilo, kje te je spremenilo? Mislim, jaz sem že prej rada bila med ljudmi, delala z ljudmi, a ne, tako. Zdaj mi je dragoceno, ker se je res ta krog fejst razširil, a ne, po celi Sloveniji. Spoznavati nove ljudi, mislim, krasne ljudi, kamorkoli pridem, mi je res tako domače, lepo. No, prejšnje delo moje je bilo res čisto drugačno, a ne, mislim. Pač službeno, no, to, kar sva doma z Robijem delala, a ne, ni bilo, tam nisem imela tako kontakta z ljudmi, ampak bilo mi je pa to skozi nekako želja, no, iti mal bolj ven, izven tistih 4 sten. In to mi je res lepo, no, tako. Se mi zdi tako,
kam pridem, ne, tako, ker so res tudi taki prijateljski odnosi, a ne. Pa se mi zdi z ljudmi, ki se en let ne vidiš, a ne, pa prideš skupaj, pa ko bi se včeraj videl, a ne, in nadaljuješ pogovor tam, ki si ga pred enim letom končal, recimo, ne. Tako, to mi je lepo, to je res, no, taka dragocenost, ta naša skupnost. Ja, meni je Ne. tudi to, če A ne? sam uskočam. Ja. Kamor greva, A ne? srečava enega dižavca. Ja, a ne? ja. Ali na morju, Kampo, ne? v Daj kampu. povej to štorijo. Tudi Benjamina smo že srečali na morju. Ja. In mi smo se srečali, To je dobro. zdaj pa jaz v reviji preberem, da je Anki bilo najprej malo neroden, ker bo kao nek idealen pač poznala, ne, oh my god. A to si Idealen šele zdaj Benjamin. izvedel? To sem šele zdaj izvedel, si da je bral v bilo malo reviji? neroden. okej. Je rekel Toni, takrat je malo namignil, ja, da sta mislila, pač ne, pa ti si tudi pa rekla, da si mislila, koliko smo mi neki kao, ne vem kaki, ne. Ampak jih ta predsodek, no, mislim, Ja. normalen folk smo, no, vsak ima svoje stvari, točno vsak ima to. svoje križe, težave in tako naprej, ampak ko pridemo skupaj, ne, v zakonsko skupino, recimo, ne, mogoče res to je ena dobra iztočnica Mojca, no, da še ti mečken poveš iz tega vidika, kaj je zakonska skupina, zdaj kaj ni zakonska skupina. Praviš, iz teh mnogih zakonskih skupin potem raste ta naša skupnost, Ja, povezanost, ja. ampak na tej mikroravni ene zakonske skupine, kaj to je, kako to nastane, kako to poteka, tako mečken bolj ta tehnični vidik. Tehnični no, vidik, Ja, okej. pač Ja, kako nastane zakonska skupina? Zelo z različni načini. Kakšne, kar mi, recimo, tako skličemo skupaj, oziroma pari se k nam prijavljajo tudi v zakonsko skupino in potem jih jaz zbiram skupaj, recimo, kam bi približno skupaj pasali lokalno, da niso predaleč narazen. Pa iščem lokacijo, kličem župnike, kje bi bilo to možno, kje so župniki, ki nas imajo radi, ali pa jih moram še navdušiti, da bi nas imeli radi. Pa potem seveda je treba najti voditeljski par, ponekod tudi po domovih, ne? ponekje se po domovih tudi srečujejo, ja. Določeni se pari tudi kar sami skupaj najdejo, z kakšnih predzakonskih skupin recimo, pa tudi pol pokličejo, recimo samo mogoče rabimo voditeljski par, rabimo gradiva. Po kakšnih župnijah župniki tako zorganizirajo, no. Vabijo pare, tudi v teh primerih ponavadi pokličejo, rabijo voditeljski par, ne. Še prej organizirajo kakšna pričevanja. Kakšna pričevanja, ja, v mnogih župnijah, ja. Kakšni ti dogodki, recimo, kakšne, ne vem, priprave na zakramente, ko mislim, ti sestanki za starše, ne. To, ja, na tak način, recimo, ali pa, na primer, marsikje pa tudi tako, no, ko so že obstoječe skupine, a ne, pa, tako kot ste že rekla, ne, iz te želje, da bi tudi drugi pari to doživela, ne, kar si sam doživel, a ne, potem nekako imajo odprte oči še za ostale, mislim, še za zakonce, a ne, druge, in jih pač povabijo v skupino in se pol recimo mogoče tudi iz te skupine dajo na razpolago pol naprej en par za voditeljski par, mislim, te so to je najboljše variante, ne, tudi, da so v bistvu nekako pol samooskrbni naprej, a ne. Ker, ja, s tem iskanjem voditeljskih parov je včasih kar težava, no. Tako, ko sta vidva rekla na začetku, ko nekako nista čutila, jaz ko kličem ljudi, a ne, da rabimo voditeljski par, a bi šla vidva, a ne. Joj, ne, midva pa nisva, ne, midva pa nisva še tako, nisva tako v redu. Mislim, ja, kdaj pa si v redu? Hvala Bogu, da nisi v redu, ne, če ne, glej, če si čist perfekt, kako se bojo pa tisti pari tam počutili pol na zakonski skupini, a ne. To se mi zdi fajn, no. Tako, no, ampak ja, sej, je pa vedno več takšnih, no, kot tudi nekako iz te svoje želje oziroma iz tega, kar so sami doživeli, nekako so pripravljeni pol to ponuditi še drugim.
Dajati naprej. Ne? Dajati naprej, ja. Letošnji dajemo naprej, a ne, je bilo prav temu namenjeno, a ne. Je bilo veliko govora o tem, ne. Tudi je bilo nekako, smo dali ven pobudo, skupina naredi skupino. In res se že tudi iz tega ven, no, se rojevajo. So sadovi, so že, zdajle imamo recimo zdajle je 7 skupin v ustanavljanju. Bravo. Ja. Se pravi, tudi par, ki ga zanima, da bi se včlanil v skupino, ali pa bi zaštartil novo skupino, realno ima na naši spletni strani prijavnico ali za včlanitev, ali pa za ustanovitev nove skupine. Tako. Kdorkoli lahko, ne? In pol pokombiniramo s temi kandidati, ki jih mi poznamo, ki jih vi kot regijski voditeljski poznate, ali pa voditeljski parja, ne? Tako na ta način. Pa jih malo razvrščamo v skupine, ki so še odprte za nove pare, recimo, a ne, oziroma ki se jih pa malo več nabere, recimo se pa res gre pol kar v novo skupino, a ne, tako. Ja, tudi na temeljnem seminarju, recimo, tam se veliko parov navduši. Ja, zdaj na Rogli smo imeli kar lepo številko. Ja, 14 parov je šlo noter v bazen, da bi želeli iti v zakonske skupine, ne? Ja, Ki še niso. Ki še niso. Ja. So bili na nepozabnih trenutkih in pol seveda na koncu se vpraša, če ima kdo željo. Evo, 14 parov. Takšni so res pol navdušeni. Ja. Ja. Toni, daj ti povej, en insight, se pravi, ena stvar, ki ti jo je recimo vodenje zakonske skupine dalo v zadnjem času, recimo nekako tako. Ker pač, če vodiš 3 skupine, če vodita 3 skupine, to pač data za to, da dajete naprej, ampak obenem prejemate tudi, ne? Mene recimo zelo fascinira to, ko se skupina majčkeno navadi, da so skupaj, a ne, se pravi, ko stvar steče, bi rekel, neko je na začetku ima vsak malo distance, malo maske še, a ne. Ko se ljudje odprejo, ko začnejo res govoriti o sebi. Jaz sem včasih zelo presenečen, tako, koliko so pripravljeni ljudje povedati o sebi, a ne, teh svojih problemih, ali pa tudi v veselju, ne vem. In vsi pa rečejo, da koliko so hvaležni, da lahko to nekje sploh povejo. Ker, ne vem, takih stvari, ki se tam pogovarjamo, ne moreš čist nikjer drugje povedati. Mora biti doma starši, drugače pa ne. Dvomam. Pa še to je, ja, no, marsikdaj so tudi starši vpleteni v te probleme, a ne. Ampak tako so zelo ljudje veseli, da lahko dajo to ven, pa da se pol o teh stvarih tudi malo pogovorimo. Tako, res zanimivo. Meni to zelo veliko pomeni, da imamo v takih, recimo, trenutkih, ko je kakšna huda stiska ali pa ne toliko huda, kakorkoli, da se lahko tudi obrnemo drug na drugega za molitev, no. Tako da pač tudi pokličemo na pomoč, no. In to res nastane ena taka molitvena velika mreža, ki res premika stvari, a ne. Boljše. Mojca, mogoče, ne, se pravi, zdaj, ko govorimo tukaj o tem, da si podelimo stvari, ko se ustvari varen prostor, ne, se pravi, mora biti varen prostor najprej, ne, da lahko govorimo o takih stvarih. Imamo pa tudi nekaj takih varovalk, ne, načel. Seveda, imamo temeljna načela. To res, tudi zato, to je tudi nekako vloga voditeljskega para, ne, da res vzpostavi ta varen prostor, da skrbi, da se ta temeljna načela upoštevajo. Torej, da sta zakonca med sabo spoštljiva, a ne, da ni tam na srečanju med njima kakšnih obračunavanj, da se v bistvu stvari prej dogovorita, kaj ja, kaj ne, ne. Potem, da ni replik, da se ne skače v besedo, da se ne komentira, kar kdo pove, da pač vsak pove, kar zmore, kolikor zmore. Ja, tako. Potem, da tudi se te stvari ne širijo navzven, ne, da to vse res ostane v skupini. Pa to, no, da recimo res nekako vzame ta zakonca to kot res neko zavezo,
da tudi oba prihajata na skupino, a ne, če se le da, okay, če je kakšna izredna zadeva. Ja, tudi en sam, ne, pa potem poroča doma, ampak ja, to. Ja, tako, no, in v resnici, če je to na začetku, no, da se res čutijo pari varni, potem se lahko zelo hitro grejo, lahko na globoko. Se mi zdi, da pri mlajših parih je to lažje, no. Zdajle, recimo te mlajše skupine zelo hitro, no, grejo tako na globoko, se mi zdi, ful nimajo teh toliko zavor, no. Malo starejši pari pa malo dlje rabijo, ne. To včasih lahko tudi 1 leto, ne, da se res gre tako na globoko pa na zaupanje. Je pa zanimivo, ne, ker imamo res v skupinah imamo od res mladih parov do tudi precej, tudi 40 plus, ne. Mislim, če gledaš tako, to je res taka univerzalna zadeva. Ja. Pa je boljš, da smo noter v skupini pari, ki smo iste starosti, ali je boljš, da so pari, kjer so eni majčkeno malo starejši, modrejši, drugi mlajši, kakšne so kaj vaše izkušnje? Vsaka stvar ima pluse pa minuse, no. Tako da midva na začetku, ko sva imela skupine, so bile različne starosti, zdaj smo pa v bistvu nekako tako, da smo približno enake starosti, mislim enake, tako v razponu, ne vem, 10-15 let, a ne. O tem sva se tudi kar pogovarjala, če zdaj, ko sva pač zastavila tako, takrat sva se pogovarjala, da ne bo pol to neka neko interesno združenje, da ta mlajši se bojo samo od otrok pogovarjali, v starejši pa ne vem, kaj jih boli, pa kjer doktorje imajo, pa tako, ne. Sva rekla, da je midva to malo zmešati, takrat. Pa je bilo, tudi je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker so se pač medgeneracijsko stvari malo prenašale in je bilo v bistvu ful zanimivo spremljati to. Ampak so vseeno pol rekla, da bi rajš, ker so pa le toliko različni interesi pa potrebe pa, da so pa jih malo pogrupirala po obdobju, ja, recimo življenjskem obdobju. Drugače je zelo mešano, no. Mešane izkušnje so pač enim ful sede te, recimo različne starostni razpon. Tako pravijo, ne, koliko se lahko bogatijo drugega, ne. Recimo tisti, ki so starejši, da pač, ne vem, lažje razumejo ta mlade, ta mladi pol, kaj vse jih še čaka, a ne. Se tudi bogatijo s to modrostjo starejših, kaj so že vse dali čez. Enim skupinam pa pač sede, da so res tako bolj po interesu, po enakih interesih skupaj. Recimo, glih zadnjič me je klicala ena gospa, ena žena, ki sta se z možem, ne vem, dosti nafrišen sta poročena, mislim, da 2 leti, pa sem jih hotela vključiti čisto v eno mlado skupino in me je prav izrecno želela, da jo dam v kakšno fejst mešano. Je rekla, da imajo težave doma, pač živi pri njegovih starših in da so konflikti. In da bi želela biti v skupini recimo s takšnimi, ki imajo podobno izkušnjo, a ne, kako pol to rešujejo, a ne. In mi je bilo ful zanimivo, ne. Ja. Tako da je zelo različno, no. Enem tako sede, drugim drugače. Koliko meni bi bilo enih katastrof po Sloveniji? Če bi tole postalo nekaj majčkeno bolj splošnega, da se ta tabu dvigne, to je pa za take pa take, ne. Ja. Deci smo ponovadi malo trdi, a je to ni? Ja, itak, pri teh stvarih pa res. Ampak sem hotel povedati eno anekdoto, kaj se mi je zgodilo že pred leti, že bolj na začetku, je bilo hecen, pa smo imeli službo in piknik, pa sem rekel, jaz moram iti to, kancet, pa zdaj tako mudi. Pa sem rekel, ja, grem na zakonsko skupino. Pa mi tako sodelavec pogleda prav. Nisem videl, da imaš probleme. Sem rekel, ne, se jih nimam. Zato pa hodim, da jih nimam, ne? Ja. To prebiti se mi zdi tle stari, to je težko.
A si kdaj se zdaj ti znašel v vlogi takega mentorja, ki malo kakšnega moža, ki potegne noter? Tvoj Robi Mojca vem, da je Ja, tak, ja, ne? ja, Ampak ja. da je to ni, če si ti A da sem kakšnega moža, ki na ga štiri trdega oči. večkrat, Ja. ja, povabil. Ja, takrat, ko smo ustanavljali skupine, so šla tudi, saj župnik je oznanil, malo sva reklame naredila, ampak sva šla pa za rokav pocukala tudi pač ene parov, tako. Zdaj pa niti ne, no. Zadnje je treba čase res- pa niti ne. Ampak Osebno siguren vabilo. pomaga, če se posebej sklepam, kako je mene župnik peglal tam na kofilu, pa je zalegal. Je po moje treba, ja. Ja, ker Kar nobenemu 100%. ni žal, ne? Ponavadi. Kakšen mu je, no, ampak Zelo malo. večinoma po ne. moje, no. Večinoma ne. Večinoma ne. Sej, če nočeš povedati, če nočeš deliti Ja. stvari, jih pač ne deliš, a ne. Ja. Saj nobenemu nima kaj biti. Načeloma všečnosti je, ja. Ja. Se pravi, če nočeš Če ne na neko temo, si tih in je v redu. pač tih ne poveš, ja. Ker veš, koliko recimo imamo parov, recimo pa se prijavijo v zakon, ponavadi žene prijavijo v zakonsko, pa jih pa vabimo, a ne, pa jih pa ni. Pa jaz, če pokličem, pa ponavadi žena reče, jaz bi toliko šla, pa nikakor moža ne spravim. Kaj ne naredim? Ampak ja, zdaj, če se jaz z ženo pogovarjam, pač jaz rečem, lej, če je kakšna možnost, da ga pač ga spravite, rečete vsaj 1, 2, 3 srečanja, vsaj Za sprobati, pogledati pridta, vsaj pač pridta na tisto vodno srečanje, pa ne mu pol težiti, če mu ne bo sedlo, ne, pač mu ne bo. Zdaj, če prvol vsaj, ne vem, 2, 3 iti, ne, ponavadi jim pol jim je všeč, no. Drugače je pa najboljša varianta, ja, da možakarji može povabijo, no, Pač da vsak, mislim, tudi to pričevanje, no, se mi zdi, tega res nam tudi manjka, ja, teh dobrih zgodb, pa ne. Mi zdaj toliko velikokrat slišimo, ko samo tisto, ko gre kdo narazen, pa ko kaj ni v redu, a ne. Ajde, Mojca, ena dobra zgodba, gas. Res nam manjka teh dobrih zgodb, ne, kaj zakonska, mislim, to, kar sta tudi videla povedala, ne. Večkrat bi bilo treba ozavestiti, ko smo v zakonskih skupinah, kaj bi danes bilo, če ne bi bila. Kje bi midva danes bila, recimo, vprašanje, ne. Pa bi bila še skup, ali ne vem, verjetno bi se ful bolj kregala, ne bi se znala pogovarjati. Ne. Ali pa bi bilo vsak na svojem koncu. Ali pa vsak, hišnik pa saj jih je veliko, gospodinja, ne. tako. Ja. No, No, tudi mi se mi smo zdi. včasih hišnik pa gospodinja. Ampak prej se nekako spomniva, da to pa ni v redu, pa začneva spet, Ja, a ne? imaš neko Nazaj orodje, postavljati stvari, imaš orodje, imaš neko orodje, ne, ja. a ne? V bistvu vsaj ozaveščamo to, a ne? Veš nekje, ne, kaj je treba narediti, ne, pa da to ni v redu. Prej ti rdeča lučka začne Tako, utripati, a ne? tako, ja. Drugače smo pa po mojem vsi na tem. A ne? Normalno. Mogoče na ven zgleda vse lepo in super krasno, Ja, ampak vsi imamo probleme. Ja, Občasno, neke normalne, a ne? občasne Normalno. probleme, ne? In to je normalno. In tukaj je pač problem, se mi zdi tudi to, da je ogromno enega sramu okrog teh stvari, da ljudje imajo neko negativno samopodobo, če se kdaj kaj skregajo, pa mislijo, da to je pol pa že vse za narazen, da vlečemo, bi rekel, neke čudne vzorce iz svojih primarnih družin, sva se skregala, pa sva šla pa, ne vem, en teden med tiho mašo ali pa vse sorte, ne, ljudje. In nekako se vrtimo v tem začaranem krogu, tista pač bi rekel pomoč, ki bi jo pa pač mogli majčkeno proaktivno poiskati, to se nam zdi pa toliko nemogoče delč, pa toliko nedosegljivo. To je pač se mi zdi ena taka bremza, ki nas skozi marsikoga nazaj drži. No, tudi jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, no. Ja, običajno ste žene tiste, ki bi imele, pač bi rade delale na odnosu, hvala Bogu, tako ste ustvarjene, ne. Včasih so rekli, ne, to gospod Perkup razlaga, da včasih, ko so delali na kmetih in tako naprej, so se ženske med sabo vse pomenile, a ne, in niso pač potrebovali, da bi mož se tukaj pogovarjal z njimi, ne.
oziroma jim ni bilo dano, a ne, rabile bi pa vseeno, ampak so imeli bolj za naslednjo najboljšo opcijo, da so se med sabo. Danes so pa kofetki, a ne, ampak fora je v tem, da mož pa žena kot odnos, ki naj bi kazal to lepoto poročenosti, ki naj bi v bistvu, ki daje trdnost otrokoma, ki daje trdnost celi družbi konec koncev. Tle se mi zdi, da zakaj nas ni več v tem bistvu, ne? Dajmo, tukaj se da še ful narediti, no. In dejansko, res, če ima kdo kakšno zgodbo za podeliti, no, od kakšnega para, ki ga je poživilo, bi bilo ful fajn, kaj slišati, poleg vaših. Teh nam res manjka, lepih zgodb. Mislim, jih imamo, ampak so samo omejene. Ja, samo No, ja, tako. eno zgodbo povem. Takrat, ko smo ustanavljali zakonsko skupino v Duplah, je prišla ena žena, ki še ni bila žena, ampak sta bila fant pa punca, ne, pa je rekla, jo, midva bi pa tudi hodila, ampak še nisva poročena. Sem rekla, vidva kar pridta. In sva jih povabila in zdaj sta srečno poročena že. In super. Tako da se mi zdi pomemben tudi ne samo, da smo za temi 4 stenami, a ne cerkve, ki smo že itak en mehurček, ampak tudi, čeprav one dva sta bila v cerkvi, ampak tudi za druge ljudi, a ne, ki niso v cerkvi. Zakonska skupina ni samo za poročene, a ne, to je pomembno poudariti. Ja. Se pravi, pač je res, da pri družini in življenju nekako pravimo, da vabimo na pot poročenosti in da po načelu je tako, da naj bi večina parov v skupini bila poročena. Obenem ste dobrodošli, pa tudi vsi, ki ste kot partnerji in tako pač je to čist možno in čist odprto, ne. Ja. Mogoče malo korajže dobijo. Seveda jih pa navdušimo pola, ne, in povemo, da je fajn biti. No, tudi to, ja, seveda, ja, normalno. Mečken agitacije bo, ne, to se morajo računati, ne, ampak ne v smislu prisile. Ja, ne. Ja. No, ne, mogoče pa tako, v Sloveniji tudi malo tako, da prisotno tega, zakaj ne bi šel v zakonsko skupino, pa sej si kakšen dec reče, pa sej jaz tega ne rabim, bom pa že sam zrihtal, to bom pa že znova. No. Ja, ne, ta ego, Ja. zmorem sam, ne zmoreš ponove. No, ali pa še zmeri uno, ja, da pač jaz in midva nimamo takih težkih težav, ne, Ja. oziroma uno, ne, ker še zmeri marsikdo misli, ne, to je neka terapevtska skupina. Ne, to je tudi uno, še zmeri zmotno mišljenje, ne, pač mi delamo na preventivi, ne. Če so resnejše težave, pač tudi iz zakonske skupine, ne. No, se tudi se mi zdi se v zakonski skupini, recimo se tudi lahko zelo hitro začuti, če ima kater, ne, težave resnejše, pa recimo, da se pol takmu paru Svetuje se mu terapija. svetuje terapija, ne. Ja, pa tudi malo je tako, se mi zdi, včasih je tisto mnenje, pač gremo v zakonsko skupino, pa bomo pa do konca življenja tam noter, ne. Pač marsikatera skupina gre na pauzo, gre na razen in to je čisto okej, ker pač včasih kakšna sploh ne zlaufa skupaj in tudi v tem smislu, Mojca, koliko bomo zdaj zakonskih skupin? Čakaj, zdaj imamo pa že 306. A res? Ja. Ampak številka fluktuira, ne? Malo Ja, gre gor, malo gre dol, Ja, kakšne padejo. ja. In to je normalno. Ponavadi, ko imamo regijska srečanja, jih pol kar nekaj jih moram brisati, ne. Ja, Jih nekaj ni več, ja, so pa skozi v nastajanju nove. Ja. Dobro, pa če gremo zdaj počasi proti zaključku, Toni, kaj bi ti rekel, zakaj zakonska skupina, zakaj priti v zakonsko skupino, kaj lahko pričakuješ, da boš dobil? Prejle si mi ful dobro rekel, si rekel, jaz sem se tukaj naučil govoriti. Recimo. Čisto. Ja, jaz nisem bil navajen o sebi govoriti, sploh ne nastopati. Tle, ko smo pa v zakonski skupini, pa pač določeno temo, ko smo obdelovali, sem pa mogel se skrb spraviti, no, po domač povedan, sem pa mogel skrb spraviti, ne vem, kaj sem jaz tle videl, kaj me je nagovoril, in se mi zdi, da sem se res, mislim, ne, da sem zdaj nek govorc, ampak da sem se pač naučil govoriti drugim. O sebi. In... O sebi, ja. Ali pa kakorkoli, to pač tudi v službi mi je prav prišlo pa kasneje. Mi ni problem, ne vem, pred
večjimi ljudmi pač eno stvar predstaviti. A ne vem, prej sem imel to večje težave. To je pač ena taka ena posledica. Ne vem, to je nekaj zraven To prišlo. je čisto zraven, ja. drugače pa- So druge stvari bolj pomembne. No. Predvsem to, da sva prisiljena tudi takrat, ko ni časa, pa ko se nama ne da ali ne zmoreva, sva utrujena, pač morava se pripraviti, no, včasih se bolj, včasih manj, ampak se mora pripraviti na skupino, morava tisto predelati, mogoče še kaj prebrati ali še kakšen podcast poslušati, tako, moraš. In to je dobro, ker pač ne vem, deci smo leni za te stvari, mislim, ne bom posploševal, ampak če po sebi sklepam, nas je dosti takih, ki ne bi na tem nič kaj dosti migali, a ne. Toliko pa moraš. Imaš eno zavezo, odgovornost tudi do drugih, pa do žene in je to dobro. No, in pol se tudi čisto praktično tudi splača, verjetno, a ne? Za deca, mislim. Seveda, tudi, a ne. Konkretno. Kaj je to? Ja, ne vem, Anka, ti povej. Ne, na koncu tista rubrika, rubrika razno je seveda. nekaj drugega Ne, pač dobro je, ko se odpirajo se te teme, ki so včasih res tabu, a ne? In potem vidiš, da se ne dogaja to samo tebi, da nimaš sam ti takih težav. In se pa lahko tudi določene izkušnje, mnenja malo izmenjajo in je to lažje. Pa dobiš kakšen namig, kako pristopati k reševanju enega problema, ali pa več različnih poti, kako priti do nekega cilja, si pač izmenjaš te izkušnje in to je dobrodošlo. Pomaga. Anka, daj ti poveš o teh vajinem četrtkanju, ali kako že imata vidva to. Ja, to imava vsak četrtek, zmenek, greva nekam skupaj, ampak moram povedati, da sva to idejo v bistvu ukradla. Ne, en par iz najine zakonske skupine ima četrtkanja in to sta povedala na skupini in pa sva rekla midva, lej, to bova pa midva tudi. In to pač zdaj imava. Dober. Ja, Vsak četrtek. četrtkanje. Ja, In kaj gresta, kam gresta na zmenek? Mislim, tako čisto različen. Aha. Ali greva na kakšno večerjo. Ja. Bravo, bravo. In otroci že vejo, da bo četrtkanje in da takrat naju ni doma. In da že sami spomnijo, četrtek je, gresta. Kradem. Ja, Tudi da pa lahko Kradem, televizijo gledata. Ja, dobro, v redu. nima veze, a ne, ampak vi sta, da Tudi če jo pa mami gledata- imate četrtkanje. In a tudi, ne? če jo gledate takrat, sta zaradi tega v varnem domu, kjer sta ata pa mama v redu. a ne? In Ja, tudi to tista nekako, televizija jih ne bo to pokvarila, kakor bi jih lahko slab odnos med očetom in mamo. a ne? To je pa tudi res, ja. Ja, super je. Fajn. Anka, mogoče še ti kak benefit tako zakonske skupine? To, da se morava pogovarjati, kako je to ni rekel, morava. Pač meni je to potreba, a ne. Ja, to verjamem. Meni je to velika potreba in moj jezik ljubezni. In je fino, ker se morava, ker potem ker se morava. To je med nama, a ne. Tako. Ker to ni se ne bi, on se zelo dolg ne bi, ker on tega ne rab toliko, on rab druge stvari, on ima drug jezik ljubezni, a ne. To sem mislil, da Tok večina fantov, a ne, moških, ja. In to mi je fino. Ja. Plus to, kar je že Toni povedal, srečaš različne ljudi, različne zgodbe, veliko izkušenj, si bliz, si poveš stvari, se objameš, se veseliš, se tudi jokaš, molaš za druge, tako. Mislim, res, ta občutek skupnosti, to je res tako malo predokus nebesa, ne. Dejansko, ko prideš na diš, to tako bo v nebesih. Res, tako, Res. ko te je vsak vesel, ga zanimaš. Tako, res lepo, no. Tako da, Fajn. Pa jaz bi sam še nekaj povedal.
te zakonske skupine so, sploh zakonske skupine nasplošno so fajn, ampak tle pri Dižu pa mi je pa to všeč, čeprav sva imela na začetku ful zadržkov, mi je pa to všeč, ker je to ena velika skupnost v Sloveniji, a ne? Nas je veliko zakonskih skupin in se pa srečujemo in se stkejo nove vezi in je to čisto drugače, kot če si ti en osamljen otoček nek v eni župniji, pa ne komuniciraš z drugimi in konec koncev nimaš niti nobenega supporta, si tam en samozadostno zakonska skupina. Aha, se pravi, ti misliš, ali par, ali pa zakonska, ne? Ja, tle, ko se pa povezujemo, pa se srečujemo na seminarjih, nadajemo naprej, ali ne vem, pač midva nisva bila nikoli v Veržeju imate tisto krasno zadevo. To je res dodana vrednost, to je več kot samo zakonska skupina. Dižova zakonska skupina je več kot samo zakonska skupina. Tudi to ti mu kradu, dober slogan, ne? Fajn, ja, res je. No, pa še ena stvar, to, da imamo tudi skupaj slavljenja, recimo, ta glasba, mislim, to je res tako, da tudi v veri se podpiramo in rastemo, ker tega pač danes ne dobiš nikjer drugje, no. Tako, saj je veliko ponudbe, ampak tako skupnost pa rast v veri, ne vem, midva sva to pri Dižu najdla, no. Tako da. Super. To. Ja, tako je, ja. Pač ne moramo reči nikjer druge. Ja, je veliko ponudbe. Je še druge, ampak v resnici pa ste videli tukaj dobila. Ja, hvala Bogu. Super. Mojčka. Kaj ti recimo, kaj tebe še naprej, bi rekel, navdušuje pri zakonskih skupinah? Kaj pač misliš, da je največ tisto, kar lahko, vse ste že ful dobro povedala, Anka pa Tonja, no, ne vem, če je še tle kaj za dodati, no. Ampak mogoče še en tvoj pogled. No. Ja, ko vidiš zakonce, kako res zrastejo v odnosu drug do drugega in tudi pač rastejo tudi v veri, v odnosu do Boga. Te premike, ko vidiš. V bistvu se to bolj vidva znotraj najnih zakonskih skupin, ampak ja, tudi ta širša zgodba. No, v bistvu, ja, da nas je vedno več. Da se pridružujejo vedno novi pari, ker očitno vsem gre ta zgodba naprej, najbrž se širi dober glas o tem, ja, vse ga širimo, preko naše revije, preko naših oddaj in iz ust v usta. Ja, največ je pa v bistvu to, no, ta osebna povabila. To. Tako da ja, to mislim, no, to se mi zdi. Ja, pri nama, je od enega para sta zdaj že oba otroka v dveh zakonskih različnih skupinah. Wow. Ja, veliko je teh imamo, ki so v bistvu starši, pa so zdaj otroci se že vključujejo. Ja. In gre to v naslednjo generacijo. Gre naprej. Bogu hvala, ja. Da gre naprej. Super. Tako. Ja, hvala Bogu, res. Hvala Bogu za vaju in za te in za vaju z Robijem in za vse naše voditeljske pare. Ne. In za? Mi smo, tudi in za nas, moje starše. Moje starše, tudi, ki so to začeli. V resnici, no, pač se mi zdi, da smo dali en tak v redu prikaz tega, kaj so zakonske skupine, da to ni nekaj, česar bi se bilo treba bati, da to ni nekaj, kar bi bilo za koga, ki je kakorkoli drugačen, da pa postajamo drugačni v teh skupinah, v tem pozitivnem smislu kot pari, da najprej tudi kot daš naprej, najprej največ zase dobiš in da se tudi tega ni treba bati in ob tej pobudi skupina naredi skupina, da v resnici tudi vabimo člane naših zakonskih skupin, da si drznejo postati voditeljski pari, kakšne nove skupine, ker potrebe so, parov prihaja noter, veliko novih, dejansko Mojca, ti imaš največje odprte postavke tam pri novih voditeljskih parih, to se išče. Tako da pridružite se, pridite zraven kot voditeljski pari,
Vam ne bo žal, to je zagotovo. Ali pa kot pari, člani v zakonski skupini, pošnofajte diz.si. Bomo dali tudi link zraven in spodaj v opis na tem videu. Tako da to je to, smo odprti in ne zapiramo se pred nikomer. Ne? In pač skupaj tako gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. To je to. To je velik privilegij. Res je. Živijo.